Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Kako ste danes spali? Ja. No, danes bomo na koncu današnjega popoldanskega druženja naredili in izdelali v kuhinjskem predelu en tak napitek za miren spanec in dober uvod v take lepe, čudovite, krasne sanje. No, ampak sam spanec je velikokrat odvisen tudi od našega ležišča. Torej, na čem spimo, kako spimo. In o vsem tem se bomo danes pogovarjali z fizioterapeutom Izidorjem Ivanovičem. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lepo pozdravljena. Takole. In v času njegovega gostovanja tudi posebna ponudba za naše gledalce in gledalke. In sicer povsem brezplačna. Gre za brezplačen pregled in pa svetovanje. Tako lahko pa se torej zglasite v ordinaciji ali v Novem mestu ali pa v Ljubljani. V Ljubljani je zdaj čisto nova, ne? Frišna, ulala. Na novi lokaciji. Na novi lokaciji, tako. Več informacij, če boste seveda želeli, boste izvedeli v oglasnem bloku. Tale trenutek pa se lotimo torej ravno te tematike, kakšno ležišče pravzaprav je primerno za naše telesa. Aha, univerzalnega ležišča, ne. Torej iščemo neko univerzalno ležišče, katero bi nam najbolj odgovarjalo, ne. Tega ležišča rekel, da bi postavil nek recept. Danes se mi pogovarjava, pa rečeva zdaj, kako ne bi ležišče izgledalo, da je bilo za vsakega dobro, žal ni, ne. Edino pravilo, ki je pri ležišči, je to, da ljudje, ko kupujejo ležišča, ne ležišča poskusijo. Naj ne gleda, ali je mehko, ali je trdo, ali je takšno ali drugačno, ali ima, ne vem, toliko visoko ali toliko široko, ne se uleže na njega. To je edino pravilo. Torej, uležeš se na ležišče in probaš. Ti paše, ti odgovarja, to je ta prvo in edino pravilo. Pa na podlagi tega se potem odločaš naprej, kaj ti paše, kaj ti ne paše. Pa predvsem pomembno je tudi to, da ljudje vejo, kako spijo. Ali spijo bolj na hrbtu, več ali manj spijo na trebuhu ali na boku. Tudi to je zelo pomembno, da vemo, katero pozicijo oziroma katero pozo telesa imamo največkrat. Ampak kot fizioterapeut, vrhunski poznavalec človeškega telesa, vseh organov, vseh mišic, vseh skupin, mišičnih skupin in vsega, kar deluje, bi rekel, da je najboljš spati kar na hrbtu? Ne, ni pravila, ne. Ne, spanje, to je večna dilema. Spiti tako, kot se najboljš počutiš, ker vsak v svojem telesu je pač svoj gospodar. In nekega pravila univerzalnega ni, kako mora človek spati. Ja, ampak počakaj malo, če ti spiš na levi strani, dejansko obremenjuješ srce, ker je pritisk na levi strani. Če spiš na hrbtu, imaš pa lifting na ravni obraza celo noč. Jaz sem prej se moraš zrediti 10 kg, da malo potegne dol. Ne. Drugače je tako, to so spet teorije. Res je, če zdrav človek ali spi na levem ali spi na desnem, itak se vrtimo 10 do 15 krat, nekje so izračunali, če je ležišče človeku primerno. Bolje ležišče slabše, oziroma ki človeku moti spanec, se prevrtijo tudi 40 krat do 60 krat ali pa večkrat na noč. 60 krat na noč? Recimo, ja. Pa se pol se celo noč vrtimo? Ja. Jaz spim par ur. Pa ljudje se zbujajo pač praktično utrujeni ali pa zbujajo se, ne vem, nenaspani in tako naprej. Vse je to razlog, zakaj so določena ležišča neprimerna ali pa določena so primerna. Zanimivo. Se pravi, ni klasičnega pravila ali na hrbtu ali ne vem. Edino pravilo, uležite se, če vam odgovarja, to je to. Edino. To je to. Edino, kar bi rekel, če ležijo več na boku, da jim bolj paše, da ne se potem takrat bolj posvečajo ležiščem, ki imajo spominsko peno? Recimo, bolj, ki se prilagajajo hrbtenici. So to, recimo, ko bi šli kupovati ležišča, imajo, mislim, da to ogromno teh je, že obstaja, pa predvsem je pomembna pa tudi zračnost. Da je vlažnost v ležiščih, da se ne zadržuje vlaga, da se praktično ležišča fajn prezračuje. Ampak dobro, to je za druga tema. Kako se pravzaprav kaže, da ležišče, ki ga imajo naši gledalci doma, ni primerno? Zdaj je to tako. Pri zdravih ljudeh, ki so v redu, ki se dobro počutijo drugače, nimajo nobenih težav, je prvi razlog ta, da se zbudijo utrujeni. Če odmislimo v stres, če odmislimo neke psihološke dejavnike noter, če se ne zbudijo spočiti, je to lahko en razlog, da ležišče verjetno ni primerno. Nikakor pa ne moramo reči, da ležišče ni primerno ob neki patološki dejavnosti v telesu, po nekem patološkem procesu. Če ima nekdo bolečino v križu, vem, ga boli vrat, začne mravljinčenje po roki, ima recimo Hexenschuster pogoste, je najprej treba poiskati vzroke v samem telesu, potem pa vse zunanje dejavnike.
Je res, da samo ležišče, tudi to moram povedati, ne povzroča bolečin. Ne, da bi nekdo rekel, zdrav človek se uleže in zdaj bo ležal, ne vem, 1 leto in bo mu ležišče povzročilo bolečine oziroma neke patološke vzorce, tega ne bo. Torej, če pride nekdo v tvojo ordinacijo ali v Ljubljani ali v Novem mestu in reče, ja, veste, mene pa zelo križ boli, ne more priti do tega, da vi rečete, ok, kje pa vi spite, nimate pravega ležišča. Ne, to veliko krasišče, ampak to je čisto popolnoma zgrešeno. To je povezano z drugimi dogovori v zadju, z kakšnimi podjetji, ja, recimo, tako, ne bi rekel, da je ležišče, samo ležišče krivo za bolečine, pa za razne sindrome, ki jih imajo, ni. To ni res. Ležišče je lahko samo spodbujevalec nečesa, tako kot je lahko v velikih primerih pri ljudeh spodbuja dobro spance, pri katerih pa spodbuja neko patologijo, ki že imajo v ozadju. In recimo heksenšusi, kot jih poznajo ljudje, ko se zbudijo s trdim vratom, gibljivost je slaba in tako naprej, če so ponavljajoči, so lahko tudi razlog tukaj vzglavniki. In če se ta stvar takrat ne odpravi hitro in dovolj poglobljeno, se lahko te stvari ponavljajo, ker se znotraj naše muskulature, torej mišičeve, te kosti in sklepi nekako in sklepne ovojnice raztezajo skozi noč v nekem patološkem položaju. Govorimo o heksenšusu recimo, zdaj primerno. In te položaji praktično vplivajo na to, da se živčevje zburja preveč in ko se zbudimo, naenkrat mišica postane trda, se postavi v en krč. In ta krč povzroči to bolečino, nezmožnost obračanja, nezmožnost rotacije, zato ker so bile strukture med spanjem, to so te pasivne, kot jih pravimo, vezi, ligamenti, torej sklepne ovojnice čez noč v nekem položaju skorajšnje končne gibljivosti ali pa tudi čez. In ko se ti postaviš zjutraj, po koncu se zbudiš, hočeš se obrniti, naenkrat nastane krč, zato ker telo to spozna, kot da je bil nek sklep v dolgo časa v enem takem raztegnjenem položaju. Ampak, veš kaj si zdaj? Zdaj si mi podaril mojo hipotezo v glavi, da najboljše ležišče je trdo ležišče in če ti ni fajn trdo ležišče, kup si trdo ležišče in navad se. Aha, tako je, to so take radikalne. To so taborniške, recimo, pač tam ali pa vojaške. Ni tega, trdo ležišče je najbolj primerno, tako bom rekel, iz prakse. Ljudje hodijo v ordinacijo, se pogovarjam z njimi, večino športnikov, in paše trdo ležišče. Medtem ko ljudem, ki so bolj pasivni, in paše mehko ležišče. Zdaj pride ta zakaj. Športnik telo svoje utruja. Tonus dviguje ves čas. Torej to za ljudi, ki pač ne poznajo tega izraza, mišice so ves čas bolj napete pri športniku, kot so recimo pri ljudeh, ki so bolj pasivni, ne gibajo toliko in tako naprej. In ta mišica, oziroma ta mišični sistem deluje bistveno bolj na trši podlagi, zato ker ne rabi več odzivnosti in to športnikom odgovarja. Torej, skozi jim postavlja v neko tako stand-by stanje, torej v stanje pripravljenosti. Dočim, če športniku daš mehko ležišče, ne govorim zdaj za vse, ampak praviloma je tako, se čist podrejo, se zjutraj zbudijo čist polomljeni. Zakaj? Ker je toliko mišični tonus padel dol, zaradi mehkega ležišča se enostavno počas sestavljajo spet. Dočim obratno, pri ljudeh jim pa paše mehko ležišče in pa daš recimo trdo, se pa zjutraj zbudijo čisto utrujeni, spet tudi oni. Zakaj zdaj jaz na trdem ležišču, nekaj je kao zdravo? Ravno zato, ker je pa njihov tonus, torej njihova mišična napetost že predhodno bila toliko nizka, da je po noči se mogel toliko časa obračati, toliko je mogla mišica več delati, da se je praktično energetsko, temu rečemo mišično energetsko izčrpal. In se zjutraj zbudi seveda utrujen, bolino se, pogostokrat se pojavijo kakšne bolečine, recimo išija so podobne, žareva kam bolečina v križ, žareva recimo kam v zadnjico, veliko je teh bolečin v prsni hrbtenici, recimo pri globokih vdihih, pri kašljanju, to jim lahko tudi sproži bolečino. Kako pa je s polštri po domač povedano, oziroma z vzglavniki? Jaz ga naraj nimam, če pa že pa ajdovega, z ajdovimi lušinami. Ok, zdaj to ajdov, perje, ne perje, kakorkoli to se ne bomo tikal, zdaj pač so alergije, so take in take, pač spet vsak ne si izbere svojega, kar se tiče vsebine, kar se tiče oblike vzglavnika. Prvič, vzglavnik je prišel nekako v uporabo v človeštvu skozi zgodovino, prvič, da smo se podprli, da so ljudje lahko, ne vem, kaj leže počeli, ne vem, pastirji so lahko frulo igrali, recimo, na pašnikih, ob drevesu in tako naprej. Beremo, drugače pa vzglavje samo je pa zelo pomembno zato, če ljudje spijo na hrbtu, recimo, ali pa na trebuhu, ga ne pogrešajo. Recimo, to kar si tudi sama povedala, v večini primerov, ali pa imajo zelo nizke. Dočim ljudje, ki pa spijo na bokih, pa jim predvsem priporočam vzglavje, ki naj bo vsaj
nekje globine, torej ali pa višine od ušesa, torej ličnice do zaključka ramena. Gre se verjetno za to, da je hrbtenica ravna. Tako, da je hrbtenica ravna in ko spijo na boku, predvsem ljudje, ki spijo na boku, če jim glava preveč dolg časa visi, se ravno to pojavi, kar sem prej razlagal, Hexenschuss. Te strukture se preveč raztegnejo skozi noč in potem se zbudijo z čisto trdim napetim vratom, recimo. Tako da je vzglavnik je vsekakor tudi zelo pomembna izbira, ampak predvsem ljudje, ki spijo na bokih, večinoma naj se izberejo takšen vzglavnik, da ko roko postavijo na vzglavniku, ga poskušajo, seveda nekaj tako postavijo na ramo in ko vidijo, da recimo čutijo, da je rama in pa torej ta razdalja med ramo in pa ličnico dovoljšna, da jim lepo glavo podpira, da glava ne pada dol in naj bi bil primernejši. Zdaj, po občutku pa bi izbrati trdoto, je to bolj mehko ali bolj srednje trdo ali to je trdo ali kakorkoli, to pa ne izbere vsak sam. Se pravi, zaključek je, poslušajte svoje telo, tisto, kar mu ustreza. Točno to. Odlično. Če pa vaše telo z bolečinami kjerkoli pač že opozarja, da nekaj ni v redu, ali pa če želite narediti kakšno preventivo, se veste, avto peljemo na redni servis, zakaj tudi ne bi svojega telesa, potem pa se le napotite v katerega od fizioterapevtskih ordinacij, torej v Ljubljani ali v Novem mestu, za naše gledalce in gledalke, namreč lahko izkoristite priložnost in možnost brezplačnega pregleda in pa seveda svetovanja. Več informacij bodite pozorni na oglasne bloke in tudi telefonska številka, kam lahko pokličete, če si seveda le tega pregleda tudi želite. Sicer pa, Izidor, vidiva se znova kmalu, spet prideš na kakšno kavico oziroma na čajček. O čem bova govorila? Naslednji teden se bova pa malo dotaknila kalcinacij. Kalcinacij? Kalcinacija na splošno v telesu. Ja, to vidim, da je še enkrat so nekaj govorila že o tem, ampak za ljudi me še vedno sprašujejo, da imajo več vprašanj, tako da bom probal ponuditi ene take dobre odgovore, kaj so kalcinacije, zakaj pride do teh in tako. Najlepše hvala, Izidor. Enako hvala. Če imate tudi sami kakšno vprašanje za Izidorja, pa torej na info@klepetobkavi.si in boste dobili tudi svoj odgovor.